Gospod Merhar, lep pozdrav. Najprej čestitke za vašo novo pridobljeno Riko hišo, čeprav razumem, v njej še ne živite. Ne, smo v fazi zaključevanja objekta, dve sicer malo počas, ampak detalje. Želimo, da se pač hiša tako, ko se začela, kvalitetno, da se tudi zaključimo, brez neke hitrosti, zadovoljstvo vseh, ko bomo prebivali v njej. Jaz nimam hiše, mislim, moji starši imajo, nimam niti stanovanja, drago plačujem najemnino v Ljubljani, ampak me zato zanima, kakšen je občutek, ko enkrat se odločiš imeti svojo lastno hišo. A ste pol toliko srečni, kot Damjan Murko, da je moški? Zdaj pol toliko, Ne, zdaj Damjana Murka ne poznam, jaz sem srečen. Ne, jaz poznam zadeve, pa ne bi čisto trdila, da je moški, ampak dobro. Ste mogoče že prej živeli v hiši, oziroma kje živite zdaj? Zdaj živim v Ribnici. Torej ste domačin? Domačin. Riko hiša bo tudi v Ribnici? Ne, tukaj je nedalj stran, 5 km, vas Prigorica. Spravil sem se iz mesta, recimo mesta premaknil na podeželje. Tudi jaz sem iz Novega mesta, pa Novo mesto ne štejem za mesto, ampak dobro, recimo, da je Riben za mesto, naj bo. Koliko vas je zdaj v tej, če sem prav vas prej zvonila, kaj ga razumela, v dvoetažni hiši, v kateri sedaj živite? Pustite tiste sosede, za vas nas zanima. Zdaj nas je 7, dvoetažna hiša je. Torej pod prinkom Merhar vas najdemo koliko? Vas? 15 je družina. Torej plus žena? Plus žena, plus 3 otroci. Odlično. Ja. Hiša je posledično prilagojena verjetno za celotno družino, torej so otroške sobe, veliko prostora naokrog. Hiša je narejena z mislijo na tako družino, izključno prilagojena potrebam mene in žene in v spodnji etaži, v zgornji etaži otrokov. Zakaj pa lesena Riko hiša? V bistvu les je en material, ki me spremlja mene od otroštva. Jaz moram reči, da sem les zaljubljen. Pa bi mogli pa Riko delati. Ne, se delam z lesom, imam poklic tak, da je les v bistvu moje vodilo tudi v službi. Eden od materialov pač. Zdaj, zakaj je Riko hiša? Zakaj prav lesena? Lesena. Ni čisto najbolj klasično verjetno, ne? Ponavadi te lesene zadeve uporabljamo za zidanco v nekih više ležečih krajih. Vsaj mene na to asociirano, nekako. Les je material, ki nudi neko domačnost, prijetnost bivanja, lepo diši, diha. In jaz ga poznam, obvladam, vse tako za tazga se smatram, tudi tisti, ki so obiskali hišo notranjost in to čutijo to prijetnost, v trenutku začutijo, da je pač les nekaj posebnega, kar ne dobiš v običajni zidni hiši. Je mogoče odločitev pospremljala tudi kakšna subvencija, so kakšne ugodnosti v naši državi? En del za odločitev je prispevala tudi subvencija. Torej država nekaj da, ne samo jemlje pri nas, kar smo navajeni. Oziroma je dala, zdaj če dala. Subvencija je bila neko vodilo, v bistvu po dveh linijah smo pač to subvencijo pridobili. Ena je, v bistvu je ekosklad, ena je pač ta nizkoenergetska varčna hiša, druga je pa pač uporabljeni ekološki materiali. Je pa tako, pri teh subvencijah se moramo zavedati. Dejansko vložek, da pridobiš subvencijo, jaz sem malo tako računal, je krat 3, v hišo. Nekaj ti subvencija pokrije, nekaj pač tisto dolgoročno, kar boš dobil naprej za prihranko na energiji in na kvaliteti bivanja. Je kakšna razlika med klasično gradnjo in leseno gradnjo glede pridobivanja gradbenega dovoljenja? Ni nobene.
v bistvu, kar se tiče papirjev, gradbeno dovoljenje, se je odvilo pri meni, od takrat, ko sem se odločil, da bom pač hišo začel delati, malo se mi tudi mudilo zaradi nekih zadev, je trajalo, do pridobitve gradbenega dovoljenja je trajalo 3 mesece. Torej, postopek je v vsakem primeru enak? Enak, ne vidim prav nobene.